Živijo, tukaj Valentin. Danes bom pogovoril o misticizmu oziroma o osvobajanju od misticizma. Mistično pomeni skrivnostno, se pravi skrivnostne stvari. Kaj je skrivnost? Skrivnost je znanje, ki nam je skrito. In zakaj so nam znanja skrita? Zato, ker imajo določena bitja osebno korist od tega, da drugi ostanejo v nevednosti. Celotno stvarstvo je delovalo doslej oziroma še vedno deluje po principu neenakovrednosti, neenakopravnosti. Torej, nekatera živa bitja so želela imeti moč in nadzor nad ostalimi, zato da bi lahko vladala nad drugim bitjem in imela potem dobre občutke zaradi tega. In to vladanje se je izvajalo po principu deli in vladaj. Se pravi medsebojno ločevanje, da se je ustvarilo čim večje razdvajanje med posameznimi bitji, da je vsak bil v čim večjem stanju individualnosti, osamljenosti, posebnosti, ločenosti in da nihče ni točno vedel, zakaj se gre v celotnem stvarstvu, nihče ni imel popolnega znanja in popolnega zavedanja, kaj se v resnici dogaja in kako to stvarstvo dejansko funkcionira. In potem so ta bitja, ki so želela vladati, stalno skrbela za to, da če je nekdo prišel do nekega odkritja, da je pridobil neko veliko znanje in še posebej, če je to znanje želel razširjati med druga živa bitja, med druge ljudi, da se je poskrbelo, da se to zaustavi, da se je takega človeka odstranilo iz recimo obstoja v tej fizični dimenziji. In tudi zato, ker dalj časa, ko smo tukaj na tem svetu, dalj časa, ko stvari proučujemo, ko se učimo, večje dobivamo zavedanje, zato se je tudi ustvarila kratka življenjska doba, da ne bi mogli v enem življenjskem obdobju doseči prevelikega zavedanja, ampak da smo potem umrli, da so nas potem spet reciklirali, nam resetirali spomin in nas spet v nezavedanju prejšnjih življenj zopet inkarnirali. Dejansko pa je tako, da je možno priti do spoznanja o tem, kaj se je dogajalo v zgodovini stvarstva, ker prvič vsak delček stvarstva ima svojo resonanco, svojo vibracijo in potem za svojim bivanjem, za svojim premikanjem, za svojimi aktivnostmi pušča sled, pušča zapis kot igla gramofonske plošče, je potem možno te sledi razbrati, proučiti. Nek tak primer zgodovinskih sledi so arheološki dokazi, torej arheologija z izkopavanji dokazuje, kaj se je dogajalo v zgodovini stvarstva. In tudi tukaj je prišlo do manipulacije
do zatajitve določenih odkritij, kajti če bi se odkrilo, kaj se je dejansko dogajalo, bi na novo morali napisati vse zgodovinske učbenike in tudi prišlo bi v družbi do drugačnega zavedanja, kar pa ne bi bilo več v korist določene elite na tem svetu, ki želijo imeti ljudi pod svojo oblastjo, da nas imajo za ekonomske sužnje, da nas preko šolskega izobraževalnega sistema, preko medijev poneumljajo in nas držijo pod kontrolo. In tudi religije, mediji, guruji, vedeževalci so bili postavljeni s tem namenom, da ljudi zavajajo in da jih držijo na predprogramirani poti. Zato namesto, da se sprašuje druge ljudi, da naj kaj povejo, kaj odkrijejo, da najraje sami stopimo na pot raziskovanja življenja, proučevanja informacij, ki so sedaj vse bolj na voljo preko spleta, še posebej v obliki teh meddimenzijskih intervjujev, kajti pred nekaj leti se je odprl poseben način komunikacije z onostranstvom in komunikacije z določenimi delčki stvarstva. In prvič so v zadnjem času na voljo zelo natančne informacije o delovanju stvarstva, o zgodovini dogodkov v stvarstvu, o zgodovini Zemlje, nastanka človeka, kako je prišlo do zasužnjevanja človeške rase. In z proučevanjem tega gradiva lahko vsak sam sebe opolnomoči, pridobi zavedanje in potem se lahko taki posamezniki povežemo in zgradimo zelo vplivno, močno skupino ljudi z močjo zelo velikih globalnih preobrazb, seveda v korist vseh živih bitij. Zato vam predlagam, da si te informacije proučite. To so informacije, ki jih razširja Destiny skupina, da se odpravi ves misticizem, vse skrivnosti, da dobimo resnične, polne, natančne informacije o tem, kako stvarstvo funkcionira, kako mi delujemo in da preobrazimo sebe in zunanji globalni sistem tako, da se bo brezpogojno podpiralo življenje, da se bodo zagotovile dostojne življenjske razmere za vsa živa bitja in da bomo ta svet naredili lepši in prijetnejši za vse. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.